Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si tokratno dogajanje v slovenski Istri in širše. Kopališče v Žusterni se od izgradnje v 60. letih ni pretirano spreminjalo, ta teden pa je končno zasijalo v novi podobi, potem ko je posodobljeno, zlasti pa bolj dostopno, zeleno in prijazno do vseh generacij obiskovalk in obiskovalcev. Mestna občina Koper je namreč uredila pohodne površine in površine za sončenje, s stopnicami in lestvami je izboljšala dostope v morje ter dvignila tlake na najbolj izpostavljenih delih kopališča, s čimer je zmanjšale težave ob visokem plimovanju. Pomembne pa so tudi nove zelene površine, ki skupaj z novo urbano opremo ustvarjajo prijetnejše okolje. Kopalcem so tako na voljo nove klopi za sedenje in ležanje, kabine za preoblačenje, tuši in novi stolpi za reševalce, najmlajši pa so dobili tudi nova lesena igrala in peskovnik. Potem, ko je lani občina že uredila območje ob olimpijskem bazenu in ga ogradila z novo ograjo, je letos zaključila še prenovo vzhodnega dela kopališča. Ena najpomembnejših novosti je predstavitev bazena za neplavalce oziroma otroškega bazena, kjer kopanje ne bo več odvisno od plimovanja morja. Posebno pozornost je občina namenila gibalno oviranim osebam, katerim je po novem omogočen vstop v morje po klančini s prilagojenim vozičkom, v bližini pa je urejena tudi širša garderoba. Občina, ki je za projekt odštela 3,7 milijona evrov, je ohranila tudi značaj prostora, s tem, ko so podporni zidovi in del bazena obloženi z istrskim peščenjakom. Urejene so bile tudi strojne in elektroinstalacije, izpust odpadnih voda, bazena, fekalna in meteorna kanalizacija ter vodovodne napeljave za tuše, zalivanje zelenih površin in potrebe bazena. Prenovljeno plažo so včeraj pozdravili tudi s programom ob dnevu na plaži v Žusterni. V Ankaranu poteka celovita prenova Jadranske ceste, katere namen je poleg izboljšanja vozišča predvsem ureditev varnejšega in bolj urejenega prostora za vse udeležence v prometu. Na južni strani ceste bo urejena 2,5 metra široka dvosmerna kolesarska steza, ki bo postala del regionalne kolesarske povezave Koper-Ankaran-državna meja. Ob njej bo 1,5 metra širok pločnik, od vozišča pa jo bo ločeval približno 2 metra širok zeleni pas. Med kolesarsko stezo in pločnikom bo dodatno urejen ločilni pas, ob skrajnem robu območja pa bo zasajen drevored. Predvideno je tudi manjše počivališče z razglediščem in urbano opremo. Del prenove je tudi ureditev 4-krakega enopasovnega krožišča Sončni park na območju priključkov Slovenski Pomorščaki in Rožnik 2. Krožišče naj bi olajšalo vključevanje vozil na glavno cesto, zlasti v turistični sezoni, ter umirilo promet ob vstopu v zaselek Sončni park. Ob njem bodo uredili tudi novi avtobusni postajališči, s čimer naj bi izboljšali dostopnost javnega prevoza. Prenova vključuje še ureditev ekoloških otokov, komunalnih in elektrovodov, cestne razsvetljave, odvodnjavanja, prometne signalizacije, priključkov občinskih cest in prehodov za pešce. Predvidene so tudi dodatne zasaditve in drevored. Makadamski nasip, po katerem trenutno poteka promet, je začasna rešitev, ki omogoča dvosmerno vožnjo med gradnjo in zmanjšuje možnost prometnih zastojev. Po načrtih naj bi ga uporabljali do začetka oktobra, nato pa bo promet preusmerjen na obnovljeni in na novo asfaltirani severni del ceste. Dela so se začela novembra 2025, kljub dodatnim arheološkim raziskavam pa naj bi bila zaključena v prvotno predvidenem roku v drugi polovici januarja 2027. Med raziskavami so med drugim odkrili ostanke obodnega zidu dvorišča rimske podeželske vile. Letos so na območju policijske uprave Koper obravnavali 8 napadov na bankomate, od tega kar 7 od maja dalje. Nekateri napadi so bili izvedeni z eksplozivom, zaradi česar so bili ogroženi tudi ljudje v bližini. Na tiskovni konferenci so predstavili rezultate raziskave. Ključni preboj smo dosegli v noči na 6. julij po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah.
Na podlagi predhodno zbranih dokazov in operativnega dela smo neposredno po napadu prijeli 51-letnega državljana Hrvaške. Pri njem smo tudi zasegli več predmetov, za katere obstaja sum, da jih je uporabljal pri izvršitvi kaznivih dejanj. Med temi tudi improvizirano eksplozivno telo, napolnjeno z vojaškim eksplozivom in detonator. Sama kriminalistična preiskava je pokazala, da je osumljeni deloval samostojno, svoje dejanja je skrbno načrtoval, za prihode v Slovenijo praviloma uporabljal najeta vozila ter z različnimi načini poskušal prikriti svoje sledove in se izogniti policijskemu odkritju. Na podlagi zbranih dokazov ga utemeljeno sumimo izvršitve 5 napadov na bankomate z eksplozijo na območju občin Ilirska Bistrica, Koper in Divača. Poleg kaznivih dejanj velikih tatvin smo osumljenemu dokazali tudi več kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje prometa z orožjem in eksplozivom ter kazniva dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Skupno smo ga tako ovadili za 12 kaznivih dejanj, ga privedli preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, kateri je tudi zoper osumljenega odredil pripor. Policija je razjasnila tudi 2 lanska napada na bankomate v Senožečah in Dekanih. Z njima povezujejo 43-letnega hrvaškega državljana, ki je bil zaradi podobnih dejanj že predhodno ovaden. Zanj je bila konec lanskega leta podana kazenska ovadba okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, trenutno pa ni v priporu. Oba osumljenca med seboj nista sodelovala. Še vedno poteka preiskava junijskega napada na bankomatu v Postojni, kjer so storilci z eksplozivom odnesli večjo količino gotovine. Policija naj bi zbrala pomembne dokaze za njihovo identifikacijo. Statistični portal Turistična taksa je objavil, da je imel destinacija Koper med januarjem in junijem letos za 6% več gostov in nočitev kot v istem obdobju lani, še izrazitejša rast pa je bila v juliju, kjer je bilo za 7% več gostov in 9% več nočitev. 20% je bilo domačih gostov, 80% pa tujih, med katerimi prevladujejo Madžari, Čehi, Nemci in Italijani. To je še en dokaz, da mesto uspešno krepi svojo prepoznavnost na ključnih tujih trgih. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, Helena Breclo-Redan, je kot ključ do uspeha izpostavila digitalno promocijo destinacije, redno predstavitev mesta na mednarodnih turističnih sejmih, sodelovanje s tujimi mediji in turističnimi partnerji ter nenehno spremljanje turističnih trendov in prilagajanje promocijskih aktivnosti sodobnim načinom načrtovanja potovanj. Pomemben delež obiska predstavljajo tudi enodnevni turisti iz potniških ladij, ki imajo pomemben vpliv na dnevno potrošnjo v mestnem jedru. Polovica potnikov se običajno po prihodu odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, druga polovica pa ostane v slovenski Istri, kar pomembno prispeva k obisku mestnega jedra, lokalnih ponudnikov in gostinske ponudbe. Naval turistov pričakujejo vse do konca septembra, ko bo dogajanje obogateno s koncerti, kulinaričnimi dogodki in tudi športnimi prireditvami. Nenazadnje je prvi jesenski mesec odličen tudi z vidika prijetnejših temperatur, saj je mogoče raziskovanje istrskega zaledja, kolesarjenje, pohodništvo, plezanje ter odkrivanje številnih naravnih in kulturnih znamenitosti destinacije. Milje v zadnjih letih beležijo izrazito rast turističnega obiska. Obmorsko mestece v neposredni bližini Trsta privablja vse več obiskovalcev, ki jih poleg obale zanimajo tudi njegove zgodovinske in kulturne znamenitosti. Predstavniki občine in turističnega sektorja so ob predstavitvi aktualnih podatkov poudarili, da želijo razvoj usmerjati predvsem v kakovostnejši in bolj trajnosten oziroma tako imenovani počasni turizem. Milje je leta 2025 obiskalo 32.462 turistov. Med njimi je bilo 20.105 tujih in 12.357 italijanskih gostov.
V primerjavi z letom 2023 se je skupno število obiskovalcev povečalo za več kot 28%. Še izrazitejša je rast števila prenočitev. Leta 2025 so v milski občini zabeležili 100.228 nočitev, kar je več kot 44% več kot 3 leta prej. Med prenočitvami so prevladali tuji gostje. Ob povečanju obiska se je podaljšala tudi povprečna dolžina bivanja. Medtem ko so turisti leta 2023 v Miljah v povprečju ostali 2 noči in pol, so lani ostali približno 3 noči. Rast povpraševanja se odraža tudi v ponudbi nastanitev. Pred 3 leti je bilo na območju občine približno 50 nastanitev oziroma turističnih postelj, danes jih je več kot 100. Pri širjenju ponudbe imajo pomembno vlogo tudi zasebni vlagatelji, ki so v središču mesta obnovili nekatere starejše stavbe in jih preuredili v turistične nastanitve. Milski župan Pavlo Polidori ob tem poudarja, da občina ne želi razvoja turizma, ki bi temeljil na množičnem obisku. Po njegovih besedah so rezultati predvsem posledica premišljenih investicij in dolgoročnega načrtovanja, pri čemer pomembno vlogo zagotavlja tudi dežela Furlanija Julijska krajina. Milje naj bi tako vse bolj utrjevale svoj položaj destinacije, ki obiskovalcem ponuja mirnejšo in bolj avtentično izkušnjo istrskega obalnega mesta. Že nekaj tednov se v slovenski Istri na široko govori o ambicioznem projektu izolskega nogometnega kluba, ki se želi po dolgih letih vrniti na slovenski zemljevid. Nazadnje je med elito igral pred natanko 30 leti, medtem ko je v drugi slovenski ligi igral v sezoni 2004-05. Pred letošnjo sezono so se Izolani močno okrepili, zato je osvojitev zahodnega dela 3. lige nujni cilj. Cilji so zelo jasni. Kot smo že povedali, cilj je napredovanje v višji rang, se pravi v drugo ligo. Letos smo pridobili novega sponzorja, ki nam to finančno omogoča. Dobili smo tudi športnega direktorja, ki nam je tudi pomagal pri izboru samih igralcev. Pripeljali smo en kup novih igralcev, tako da mislim, da so cilji zelo visoki in jasni. Druga liga in naslednjo leto celo mogoče prva. Fantje so pridni, trenirajo, so prisotni skoraj na vsakem treningu, tako da jaz sem zelo zadovoljen z njihovim delom, ko smo delali te priprave in upam na najboljše. Mislim, cilji so, pripeljali smo, investitorji so resni, vlagajo klub, hočejo iti gor, cilji so enostavno druga liga. Ekipa je torej s pomočjo novega sponzorja Brain Rocka doživela precejšnjo prenovo ekipe, ki bo slonela na velikem številu domačih nogometašev in mešanici mladih ter izkušenejših posameznikov. Eden novincev je tudi Rene Prodanović, ki je v preteklosti igral tudi v prvi slovenski ligi. Ja, sigurno smo zdaj že malo bolj spočiti, priprave so bile težke, naporne, kot morajo biti. Bili smo tudi v Radencih na pripravah, ampak ja, vročinski val je malo nagaja, ampak smo zdržali, tako da zdaj smo, mislim, da optimalno pripravljeni za začetek sezone. Mislim, da je atmosfera dobra, mlada ekipa s par izkušenimi igralci, tako da je pravi nek, kako bi rekel, pravo razmerje v ekipi. Največ medijske pozornosti pa je zagotovo požel prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Tima Matavža, ki se je na obalo preselil iz propadle Gorice. O dosežkih napadalca je brezpredmetno izgubljati besede, saj je ta med drugim igral tudi za klube, kot so PSV, Augsburg in Genoa. Mene ni nič presenetilo, jaz se s tem Matavžem že, moram reči, da leto in pol dogovarjam. Letos smo dobili skupni jezik, začutil je nek ambicijo tega kluba in sva z športnim direktorjem se z njim dogovorila in sem zelo ponosen na ta prihod. Zelo izreden fan, zelo pozitiven, zelo korekten, ful pomeni za to slačilnico, zato ker imamo dosti mladih fantov. Fant, ki je dal dosti v karieri, ki ima ogromno je zamenjal tudi klubov, igral na največjem možnem nivoju, tako da za nas slačilnico zelo dosti pomeni. Izolani so v sredo s pokalno tekmo otvorili letošnjo sezono, potem ko so v Postojni slavili s 5-2.
Po prvem polčasu so sicer domačini vodili z 1-0, a je prav Matavž s svojima prvima 2 goloma v izolskih barvah poskrbel za preobrat in lažje nadaljevanje tekme. Modro-beli bodo s svojimi nastopi v 3. ligi pričeli jutri, ko bodo na domačem stadionu gostili lanskoletnega četrtoligaša Litijo. Rokometašice ženskega univerzitetnega društva Koper zaključujejo z drugim tednom priprav. Po uvodnem, ki so ga opravile na zunanjih površinah Bonifike, so se ta teden že začele navajati na žogo. Prvi teden smo bili zunaj, ni najljubše, ne? Ker je zunaj že toliko bolj vroče, tako ti je naporno. Zdaj smo pa v dvorani, nam poznani in je že lažje in gremo dalje. Uvodni del priprav je za nami, smo zelo zadovoljni z uvodom. Punce so prišle precej dobro pripravljene, tako da je bilo po tem delu tudi dosti lažje in zdaj smo že na žogah in taktiki, tako da vse super. V letošnji sezoni bo Koprčanke vodil Klemen Cenčič, ki je na trenerskem stolčku zamenjal Željka Zirduma. Zelo dobro smo se ujeli tako s predsednikom, kot s strokovnim svetovalcem oziroma pomočnikom. Zelo mi pomagajo na treningih, tudi z nasveti in tako da vse v redu. Z igralkami sem zelo zadovoljen, res so pokazali en maksimalen pristop, borbenost na treningih, trudijo se maksimalno, tako da same pohvale. Super, zdaj smo imeli par treningov že skupaj. Seveda bo pa čas pokazal svoje, ampak jaz mislim, da bomo skupaj dosegli še več. V lanski sezoni so bile rumeno-modre na 6. mestu, poleg tega pa so se uvrstile tudi na zaključni del pokalnega tekmovanja. Kakšni pa so cilji letos? Jaz mislim, da lahko rečemo, da smo bili zelo zadovoljni s sezono. Odigrali smo v pokalu super in v ligi, tako da jaz mislim, da letos nas čaka tudi zanimiva sezona. Kot sem že rekel, cilj je 3. mesto, medalja in pol, da vidimo na tekmovanje v Evropi. No, tako. Visoke cilje pa bodo žurdovke poskušale doseči z malce prenovljeno zasedbo. Ekipo je zapustilo 5 igralk, medtem ko so se v največje mesto slovenske Istre preselile 3 rokometašice. Moštvo je okrepila črnogorska vratarka Mina Mandić, Srbkinja Anja Repanović ter Sara Jerman, ki je še lani zastopala barve izolskega prvoligaša. Ja, sigurno se pozna vsak odhod, vsak prihod, ampak jaz bom rekla, da energija je še vedno ista, še vedno je ta žurt in ja, to je to. Igralke so me sprejele super, res se dobro razumemo, vzdušje dobro tako v garderobi kot tudi na igrišču. Mislim, da se bo to tudi pokazalo na tekmah. Res sem zelo vesela, da sem prišla sem in mislim, da bom pokazala, kar znam. Punce so zelo na treningih tudi pripravljene, sem videl, da so že bile, tako da so nekaj že delale. Z novimi, kar so prišle za punce, sem tudi zelo zadovoljen, tako da nekaj še dobimo, ampak to v kratkem, ko bo objavljeno. V prvi ligi bo letos nastopalo 12 moštev. Po rednem delu se bo najboljših 6 pomerilo v borbi za prvaka, medtem ko se bo preostalih 6 borilo za razvrstitev med 7. in 12. mestom. Koprčanke bodo svoj prvi obračun odigrale predvidoma 12. septembra, ko bo na obali gostovala Vrhnika. Zaradi vse pogostejšega pojavljanja orientalskega sršena je mestna občina Koper do konca avgusta uvedla brezplačno odstranjevanje njegovih gnezd na urbanih območjih občine. Z ukrepom želijo omejiti širjenje te tujerodne vrste in zmanjšati tveganje za stik z ljudmi. Občina zato predvsem prebivalcem mestnega jedra poziva, naj pregledajo okolico svojih hiš in podstrešja ter morebitna gnezda čim prej prijavijo. Orientalski sršen sicer ni uvrščen na evropski seznam invazivnih tujerodnih vrst, od evropskega sršena pa se razlikuje tudi po tem, da pogosteje gnezdi v urbanem okolju. Ker njegovo odstranjevanje v Sloveniji ni sistemsko urejeno, sta se mestna občina Koper in Čebelarska zveza Slovenije povezali pri izvajanju ukrepa.
Najdbo gnezda lahko občani sporočijo občini. Ob prijavi naj navedejo svoje kontaktne podatke, naslov lokacije ter čim natančnejši opis, po možnosti pa dodajo tudi fotografijo. Pristojna oseba bo prijavo preverila, nato pa bo gnezdo odstranil usposobljen izvajalec. Odstranjevanje velja za javne površine in zasebna zemljišča fizičnih oseb, vendar izključno znotraj urbanih območij Mestne občine Koper. Občina ob tem opozarja, da prijave gnezd ne sodijo na številko 112, ki je namenjena le nujnim primerom, kot sta ogrožena življenja ali zdravje oziroma je potrebna pomoč reševalnih služb ali policije. Tokratni posnetek tedna prihaja iz Pulja. Tudi tam je pasje vroče, kot je tudi v Sloveniji. Pasje vroče, poglejte zakaj. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Že jutri, 15. avgusta, ob 5:30 zjutraj lahko na Tinjanu dočakate sončni vzhod ob zvokih harmonike, na katero bo igral Marko Hatlak. Istega dne ob večernih urah pa se bo v koprskem Mandraču odvil živahen koncert skupine Lovestruck. Prav tako ob 21. uri pa se bo v koprskem Bastionu pričel večer z naslovom Druksi in Bastion, kjer bo svojo razstavo predstavila italijanska ilustratorka in oblikovalka Michela Colorito. Za razgibano elektronsko glasbo in plesne ritme pa bo na mešalni mizi poskrbeli DJ-ji Ian F. Rockoman in Tim Kern. 16. avgusta ob 21. pa ste vabljeni na Prešernov trg v Kopru, kjer bo potekal filmski večer z južnokorejsko dramo Posrednik. Gre za toplo in ganljivo zgodbo o ljudeh, ki jih po naključju združi zapuščeni otrok. Večer organizira kulturno-umetniško društvo Mrak. Na torkov večer ob 6:30 pa bo v parku Hlavati v Kopru na sporedu lutkovna predstava Muca Copaterica v okviru poletnega uličnega festivala. Malo kasneje ob 19. uri pa se bo na Muzejskem trgu ob kiosku K67 odvil poletni literarni večer. Zbrane bo s svojim ustvarjanjem in besedo popeljala Monika Vrečar. 19. avgusta ob 20. pa bo na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper potekal koncert v sklopu cikla Poletje z biseri, na katerem bo nastopila zasedba Ana Pupedan. 20. avgusta ob 6:30 zvečer pa se bo v koprski taverni uradno zaključil 24. poletni ulični festival. Slovesno dogajanje bo minilo v barvitem prepletu lutk, uličnega gledališča in japonske umetnosti Kamishibai. Istega večera ob 21. uri pa lapidarji Pokrajinskega muzeja Koper vabi na filmski večer v sklopu Kino Istra. Na platnu se bo odvrtel film z zanimivim naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. V petek ob 18. pa vas v Hiši kulture Sveti Anton pričakujejo na literarnem dogodku z Veroniko Razpotnik. Kasneje istega dne ob 8:30 zvečer pa se bo dogajanje preselilo v koprski mladinski center Markovec City z večerom džeza zasedbe Simon Lanzi kvartet. Na petek in soboto pa bo Izola zaživela v znamenju tradicionalnega ribiškega praznika. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.